Na lepo, a svežo majsko soboto se je pred kmetijo Reichenau na obrobju Kočevskega gozda zbralo lepo število članov AMZS, ki so se odzvali našemu povabilu na doživetje za volan novega Mitsubishijevega Outlanderja. Pri tem sodobnem priključnem hibridu za vse ceste in vsako vreme smo na to vklopili električni pogon in vozni program Makedam ter se z izkušeno vodičko Petro Draškovič-Pelc popeljali na zanimivo in poučno pot do obronkov veličastnega pragozda. Medvedov, volkov ali risov kljub skoraj neslišni vožnji po gozdni cesti v zavetju stoletnih krošenj nismo srečali, smo pa izvedeli veliko zanimivega o veličastnem kočevskem pragozdu in o Mitsubishijevem Outlanderju, enemu od najbolj učinkovitih, udobnih in okolju prijaznih cestnih terencev. Kar 1,2 milijona hektarjev površine naše dežele pokrivajo drevesne krošnje, pod katerimi se vije nič manj kot 12.508 km gozdnih cest. Vse niso prevozne z običajnim avtom. Novi Mitsubishi Outlander zna združiti najbolje iz dveh energetskih svetov. Poleg tega pa neokrnjeno svobodo mobilnosti kot priključni hibrid dopolnjuje še zmogljivim štirikolesnim pogonom, ki ga je s preprostim vrtenjem stikala mogoče kar med vožnjo prilagoditi različnim podlagam in vremenu. Gozdne ceste Kočevskega roga z občasnimi lužami, strmejšimi vzponi, z drsljivimi spusti seveda niso predstavljale nobenega problema za Outlanderja. A člani AMZS so lahko vseeno preizkusili delovanje odzivnega električnega štirikolesnega pogona in udobje Outlanderjevega vzmetenja, zaradi katerega deloma razrite makadamske ceste niso prav nič pretresle naših udeležencev v avtomobilih. Udeležence naše zelene vozniške električne avanture je Mitsubishijev Outlander prepričal in celo osupnil s svojimi številnimi talenti. Voznice in vozniki so se z gozdnih cest vrnili navdušeni nad njegovim udobnim blaženjem in izjemno tiho vožnjo. Prepričal jih je tudi z energetsko učinkovitostjo oziroma majhno porabo in odzivnostjo pogona. Njegov 2,4-litrski bencinski motor ob pomoči dveh elektromotorjev na vsa 4 kolesa pošlje kar 225 kW največje sistemske moči in 450 Nm navora. Ne glede na podlago lahko za seboj vleče tudi 1,6 tone težko prikolico. Vse skupno zalogo goriva in elektrike pa v enem zamahu zmore prevoziti skoraj 850 km. Njegov pogonski akumulator zmogljivosti 22,7 kWh omogoča do 113 km neslišne tihe vožnje na elektriko. A višek shranjene elektrike je Outlander pripravljen tudi deliti. Da, elektriko na zahtevo preko 220-voltne vtičnice. Ni presenetljivo, da je požel toliko iskrenih nasmehov in zadovoljstva navzočih. Ja, odličen avto je. Super se pele, meni se dopade. Bi ga imel, bi ga zamenil za mojega. Najprej mogoče malo nelagodnosti, ker ni vseh teh ročic, katerih smo navajeni, ne? Ampak zelo hitro ugotoviš, da si v varnem kokpitu in da samo uživaš in si pozoren na cestišče, da pelješ tako, kot je treba. Vse ostalo je naredil on, čudovito počutek. Če vas vprašam zdaj, bi ročni menjalnik zamenjali za takle samodejni menjalnik? Ja, bi. Z veseljem bi. Jaz moram reči, da mi je zelo všečno. Kolikor sem gledal že malo, preden sem prišel sem gledal ene reviewje in v primerjavi s prejšnjimi leti mi je ta ful bolj všeč, bolj je agresiven, tak močen, res gleda tough, ne. To, kar smo prevozili, je bilo brez problema, ni imel nobenih problemov čez karkoli zapeljati. Občutki so krasni, edino stvar, kar pogrešam pri tej vožnji, je to, da bi mogli biti malo, ko rekel, nekega blata, da bi se te recimo res vrhunske tehnološki izdelki res izkazali. To so avtomobili za slabe razmere na običajnih cestah, ne. To niso avtomobili, ki bi se zapeljali na vlako. Za take razmere so to odlični avtomobili. Še posebej pogon z elektriko, električni pogon pokaže velik navor, ki ga pa recimo računalniška pamet na cesto spravi enkratno.